Ogenj, ki je leta 2013 v Domžalah zajel stolpnico, je popolnoma uničil 9 stanovanj. Stanovalci so bili primorani obnoviti celotno stavbo, hkrati pa so se odločili za kvalitetno izolacijo stolpnice. Povod za sanacijo je bil v oktobru 2013 požar, ki je prizadel eno izmed 3 stolpnic. In ko so bila izvedena najbolj nujna dela sanacijska, so se v tem času, nekje do junija 2014, stanovalci dogovorili oziroma iskali informacijo, da pa bi skušali ta objekt vseeno sanirati skladno z razpisi, sprav pridobivanje nepovratnih sredstev Ekosklada. Izkoristili so sredstva za sanacijo fasade, okna so bila že večinoma zamenjana, ker je bil pač požar, se je precej močil kletni del, zato je bilo treba sanirati tudi kletni del skupaj z okni. Za sanacijo fasadnih sistemov je že v vseh teh letih namenjeno do 20% investicije oziroma ne več kot 12 evrov na kvadratni meter. Potem, če se sanira podstreha oziroma streha proti neogrevanemu podstrešju, tudi do 20% oziroma do 10 evrov na kvadratni meter. Potem pa gre tukaj še za regulacijo, to se pomeni zamenjave ogrevalnega sistema, hidravličnega uravnoteženja, pa je nekje do 30 evrov na ogrevalu. Če pa se kombinira vse te 3 ukrepe, pa se dobi praktično še enkratni znesek na skupni znesek. Upravnik in gradbeni odbor sta morala ravnati skladno s stanovanjskim zakonom, ki določa, da mora odločiti vsaj 51% večine lastnikov, to se pravi glede na kvadraturo. Je pa tudi razpis zastavljen tako, da na takem razpisu sodeluje več stanovanjske hiše, ki imajo 3 ali več stanovanj. Etažni lastniki smo že v začetku najeli projektno podjetje, ki nam je pripravilo popis del, slednje je bilo pa osnova potem za pridobitev ponudb različnih izvajalcev. Z vsakim smo se potem tudi dobili in spogajali ceno in postopek, nato pa izbrali najugodnejšega. Potem smo seveda sklenili tudi v bistvu sporazum, še predtem pa pridobili soglasje več kot 73% etažnih lastnikov in pa odločbo Ekosklada. Strošek fasadnih del oziroma sanacije je bil približno 3700 evrov na posamezno stanovanje. Naša stanovanjska hiša pa ima 64 stanovanj, v ta strošek pa seveda ni vključena subvencija Ekosklada. Glede na to, da smo imeli že samo izkušnjo s požarom, smo se seveda odločili za fasadni sistem kamene volne, ki je v bistvu tudi zakonsko potreben pri stavbah, ki ima več kot 4 nadstropja. Toplotni ovoj se sedaj odraža v prihrankih, ki so nekje cirka 15% letno, kar je odvisno seveda od kurilne sezone, ker nekatera zima je pač milejša, nekatera je bolj mrzla. Tako da seveda tudi od načina režima samih stanovalcev, kako v bistvu zračijo same prostore stanovanjske. Tako da prihranke pa definitivno so. Najtežje pri teh projektih je dobiti 100% soglasje vseh lastnikov. Zato po stanovanjskem zakonu odloča večina. Je pa res, da po stanovanjskem zakonu mora imeti vsak večstanovanjski objekt tudi tako imenovani rezervni stanovanjski sklad, v katerega poplačujejo vsi. In potem morajo procentualno vsi prispevati k investiciji. Če pa se slučajno v takih večstanovanjskih hišah pride do situacije, da stanujejo tudi socialno šibki prebivalci, stanovalci, pa ob ustreznih dokazilih Ekosklad 100% pokrije njihov del investicije. Torej lahko zaključimo, da Ekosklad namenja zares številne spodbude, tako na strani dodeljevanja ugodnih kreditov, še bolj pa na strani dodeljevanja ugodnih subvencij. Ravno za večstanovanjske hiše je poleg obnove večstanovanjske hiše na voljo tudi obnova skupnih kurilnic. Na voljo so pa tudi subvencije, ki so drugače namenjene tudi fizičnim osebam, to se pravi individualnim stavbam, to pomeni zamenjava oken, rekuperacij, lokalnih rekuperacij, soglasjem pa tudi kakšnih toplotnih črpalk, sprejemnikov sončne energije in podobno. Vse te informacije lahko najdete na spletni strani www.ekosklad.si. Drugače 66 svetovalcev po Sloveniji v 52 pisarnih, vsak na svoji lokaciji ob uradnih urah deli brezplačne nasvete, zato lepo povabljeni v pisarne.